8. vrtec v 8 letih, ki je preživel obnovo, in to je zadnji vrtec v Radovljici. Ja, res lahko s ponosom rečem, da smo načrtno v teh 8 letih sanirali res vse vrtce in sem zelo vesel, da imajo naši otroci izredno dobre pogoje, tako bivanja kot tudi v samih igralnicah, prostorih ob vrtcih in pa jasno tudi vsa otroška igrišča, ki spadajo zraven. Seveda se v nadaljevanju veselim tudi odprtja novega oddelka za najmlajše, to je na Gorenjski cesti 25, nasproti stare knjižnice, kjer je prečudovita igralnica in pa prečudovit vrt prav za najmlajše skupine. In sem izredno vesel, da praktično ne bo otroka, ki ne bi dobil mesta v naših vrtcih. So bila vsa sredstva namenjena iz proračuna? Ne, tukaj smo bili zelo uspešni in smo pridobili praktično skoraj vsa sredstva na razpisih, tako da smo v približno 250 tisoč evrih razbremenili proračun in s tem pripomogli, da smo druge stvari lahko postorili namesto vlaganja v to sanacijo. In vse otroke ste uspeli prerazporediti v Lesce? Ja, v tem času adaptacije so bili otroci v Lescah, s 1. septembrom so se vrnili in tudi v tem roku, kot je bil dogovorjen, je ta sanacija zaključena, tako da danes ugotavljam, da je prečudovito. Poletje se je pri vas zelo lepo začelo, ko ste izvedeli novico, da vas čaka sanacija vrtca. Ja, bom rekla, takrat je bilo ravno potrjeno. Nekaj časa se je govorilo, potem smo pa dobili zeleno luč in z občino smo skupaj izvedli prve organizacijske podvige, kako bo v bistvu sploh potekalo to delo na objektu, kajti vrtec je v poletnem času odprt. Tako da smo najprej starše obvestili o dogajanju, ki bo potekalo poleti. Nato smo vse otroke, ki so poleti obiskovali vrtec, preusmerili v enoto vrtec Lesce. Potem se je pa že konec junija pospešeno, ko se je vrtec izpraznil, pospešeno začelo dogajati. Namreč začelo se je popravljati okna, menjava oken je potekala, vrat, vhodnik, vsa svetila so bila zamenjana, potem streha, strolovodi in čisto na koncu še fasada, to se pravi obloga. Bom rekla, ta nadstreša, na katerem pa trenutno stojimo, pa ni bil v sklopu tega projekta, ampak je pač občina pristopila in poslušala našo željo, da bi k jaslicam priključili 2 terasi, kajti to je po novogradnji je to zahteva. Ta vrtec pa ni bil namensko grajen, pred mnogimi leti je bil tukaj zdravstveni dom, starejši občani občine Radovljice tega spomnijo in najmlajši so sedaj bogatejši, bom rekla, za 2 terasi, kamor lahko zahajajo tudi v deževnem in manj prijaznem vremenu, kot ga imamo danes. Koliko otrok je bilo potrebno preusmeriti v vrtec v Lesce? Ja, po naših ocenih med 80 do 150, odvisno od tega, kateri čas so obiskovali vrtec. Julija je bilo malo več otrok, avgusta pa malo manj, kar pomeni, leška enota pa je imela še vedno svoje otroke in smo mi štartali prvi teden julija s popolnoma polnim vrtcem plus skupina v telovadnici. To pomeni, da smo imeli 14 skupin, tako da tako več ne bo, bom rekla, začasno. In koliko otrok obiskuje vrtce v celotni Radovljici? Ja, trenutno 750 otrok. Bom pa rekla, da se nam bo v mesecu novembru pridružili še tam okoli 10 do 12 otrok, najmlajših, jaslični oddelek, namreč na čakalnem seznamu nam zadnje časa ostajajo otroci, ki kasneje izpolnjujejo pogoje vstopa v vrtec. To pomeni, da 11 mesecev izpolnijo, ko se šolsko leto že začne, novembra, decembra in kasneje in praviloma ti otroci potem nimajo mesta v vrtcu, ker so vse skupine polne. Ampak občina je prisluhnila našim težavam in gospod župan je sam osebno našel lokacijo, ki je sredi Radovljice. Odlikuje ga velik vrt oziroma prostor za igrišče, kjer je v bistvu, bom rekla, dolžina igrišča 23 metrov pa širina 11 metrov. Tam imamo že vse postavljeno za odprtje, sledijo še malenkosti v naslednjih 14 dneh, tako da skupaj starši se že veselimo enote Čebelica, kakor smo jo poimenovali, skupina se bo pa imenovala Črički.